Na eni strani stene nad katedrom je bil križ, na drugi strani je bila Titova slika. Kakšen je bil v resnici odnos recimo partije, ne vem, do vere? Oni so vsi šli iz katoliških družin. Pred drugo svetovno vojno si se ti lahko opredeljeval samo po določeni veri. V dokumentih je morala biti zapisana veroizpoved. Komunisti so bili ateisti, večinoma. Zdaj, kar zadeva cerkev, ne, govoriva o katoliški cerkvi in o vernikih, so se zavedali te ambivalentnosti, ne. Oni so vero hoteli odpraviti, v njej niso videli smisla. Zelo so se pa zavedali njene trdoživosti. Se pravi, oni so vedeli, da se vere ne da kar tako odpraviti, in tega vprašanja vernosti partizanov niso postavljali. Tudi niso izrazito prepovedovali članom komunistične partije, da so hkrati verniki. Drugo je pa odnos do katoliške cerkve, ker tukaj pa šlo za vprašanje moči. In šlo je za vprašanje, kdo bo obvladoval slovensko družbo. Torej, komunisti so potem to po vojni naredili, to ločitev cerkve od države, zelo radikalno. Lahko rečemo tudi brutalno, z nacionalizacijo cerkvenega premoženja, več 100 duhovnikov je bilo obsojenih in tako naprej. Kar pa je spet mešanica dveh dejavnikov, ne gre samo za odnos do same vere ali cerkve, ne. Gre za to, da je cerkev med vojno v Ljubljanski pokrajini kolaborirala, in to se je potem zmešalo, ji dalo priložnost, ne.